Prejšnji teden smo naredili zanimivo primerjavo zaviranja enakih avtov. Oba sta dizelska, oba sta enako težka, na videz enaka, oba sta nova Focusa. Ampak no, pozorno oko pa vseeno opazi tule pomembne razlike. Profila je tukaj samo za 3 mm, kar je še vedno zakonsko dovoljeno. Tule pa so gume nove, 8 mm profila. A je to sploh pomembno? Očitno zelo, samo pogledajte, kako naše tesne zajčke vrti tamle. Tole je ena najtežjih nalog na treningih varne vožnje in mi smo jo poenostavili do te mere, da morajo pritisniti samo sklopko in voziti mimo ovir. Ja, v bistvu na tem poskusu ni bilo neke bistvene razlike, ker je podlaga že ful razmočena, tudi pneumatike so že razmočene, tudi neka posledica tega, tako da mi je bilo skoraj isto, ampak je majhna razlika pa je bila. Nove pneumatike so malenkost boljše bile za en odtenek. Ugotovila sem, da je še vedno malenkostna razlika med dobrimi in slabimi pneumatikami, vendar če ne bi tega vedela, ne bi opazila, ker je cestišče tako mokro, tako spolzko in moje reakcijske sposobnosti niso bile ne prvič, ne drugič, bom rekla, zelo izrazite. Super. Francija si je dala oceno 9,7 tole polovično pirueto. Hvala, Anže. Če podlaga ne bi bila mokra in spolzka, potem bi bili lahko na dirkališču, kjer so razmere boljše, ampak vemo, da slovenske ceste niso dirkališča, ne? In na slovenskih cestah najdemo kup stvari, od udarnih jam, postanke listja, trave, blata, kdaj ne dežuje na slovenskih cestah, ne? In naloga profila je, da vse te nečistoče odvaja stran od gume in nam tako zagotavlja oprijem. In večja kot je globina profila, boljši je naš oprijem, varnejši smo na cesti. Pri dobrih pneumatikah mislim, da sem celo zvozil. Pri slabih pneumatikah ni šans, da zvoziš v nekem takem varnem načinu. Slabši je malo zelo slabo, z dobrimi pa sem dvakrat tukaj kot pojlo, enkrat me pa malo zanukalo. Ja, oprijem pneumatike je očitno zelo pomemben in tole je super vaja, ker se vam lahko zgodi, da vam na avtocesti nekdo zapre pot in zapelje pred vas. Tudi če boste imeli najboljši avto na svetu, še vedno vas bo zasukalo, če boste varčevali tam, kjer ni treba. Zdaj pa še najboljša zadeva. Žrebanje pneumatik. Nekdo med vami, oziroma med tistimi, ki so bili na preteklem tekmovanju, bo dobil nove Continentalove pneumatike za svoj avto. Kak avto voziš ti? 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 Noben ima Bentleyja, Ferrarija, karkoli, da je bilo res drago. Ne? Ok, kdo mi bo zdaj pomagal? Kdo bo držal tole? Da jih žrebamo. Ok, drži Matej, pa da vidimo. Če bo sreča na strani od koga od vas, pa da vidimo zdaj. Koliko palčne pneumatike imaš? 15. Okay. Marko Cedilnik, to si ti? Ja, čestitam! Bravo! Odlično! Koliko palčne? 17 palčne, tako da nekaj denarja bo. Sreči. Kaj rabiš? Letne, zimske? Kakšne? Zimske. Če smo pred poletjem? No ja, pa malo počakalo v garaži. Boš s temi pneumatikami ti vozil ali kdo drug? Ti? Ok. Zakaj pa ne bi dal nekomu drugemu mogoče? No, vse tudi punca dobi. No, se to, da bo ona bolj varna, ne se veš. Ja, no, cool. Ok, odlično. Ja, lej, za vas pa tolažilna nagrada. Pride, imam še nekaj za vas. Jaz bom rekel hvala.